Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v prvi polovici meseca julija, ki si ga bomo zapomnili predvsem po hudem neurju na Bistriškem in njegovem uničujočem pohodu. Prvo polovico meseca julija pa zaznamuje tudi smrt častnega občana občine Slovenska Bistrica, dr. Janka Čara, zadnja urjenja gasilcev za olimpijado in priprave slovenjebistriških košarkarjev na evropsko prvenstvo. Več o tem pa v pričujoči informativni oddaji. V Slovenski Bistrici žalna seja v spomin na pokojnega častnega občana občine Slovenska Bistrica, univerzitetnega profesorja slovenistike, pisatelja, pesnika in režiserja dr. Janka Čara. Gasilci Stinja, Šmartnega, Keblja in iz Oplotnice ta konec tedna na olimpijado v avstrijski Beljak, zato tudi zadnje priprave na prestižno tekmovanje. Neznani nepridiprav z dvorišča stanovanjske hiše ukradel osebni avtomobil znamke Audi, vreden 70 000 evrov. V športu pa o pripravah bistriških košarkarjih na evropsko prvenstvo. V rubriki Lokalne novice o žalni seji v spomin na umrlega častnega občana dr. Janka Čara in zadnjih pripravah gasilcev na olimpijado. V 86. letu starosti je umrl dr. Janko Čar, sicer tudi častni občan občine Slovenska Bistrica. Žalna seja je bila v torek, 11. julija, v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica. Govornik na žalni slovesnosti je bil župan dr. Ivan Žagar. Spoštovani, zbrani smo na žalni seji v čast spoštovanemu dr. Janku Čaru, častnemu občanu naše občine. Dr. Janko Čar, doktor jezikoslovja, dolgoletni univerzitetni predavatelj, literarni ustvarjalec in neutrudni kulturni delavec, je užival med Bistričani in širše velik ugled in spoštovanje. Rodil se je 11. februarja 1932 na Tinju. Po končani realki v Mariboru je nadaljeval študijem slovenskega jezika in književnosti ter srbohrvaškega jezika in književnosti v Ljubljani. Leta 1958 je diplomiral z odliko in zato prejel študentsko Prešernovo nagrado. Kot učitelj slovenskega jezika in književnosti je služboval najprej eno leto v Oplotnici, nato je leta 1960 prišel na šolo v Slovensko Bistrico. Leta 1964 pa je sprejel ponudbo za asistenta za slovenski jezik na novo ustanovljeni pedagoški akademiji v Mariboru, ker je bil višji predavatelj. Po govoru doktorske disertacije je bil izvoljen na naziv docenta za slovenski jezik na takrat že ustanovljeni pedagoški fakulteti, ker je ostal vse do upokojitve leta 1994, vendar je še nekaj let predaval honorarno, da je ostal v kondiciji, kot se je sam rad pošalil. Tako je pomembno prispeval k umestitvi študija slovenskega jezika na Univerzi v Mariboru, do katerega je tudi sam sicer imel poseben in spoštljiv odnos. Strokovno delo dr. Janka Čara je posvečeno kulturi izražanja, stilistiki, stavčni fonetiki, interpretaciji besedil in slovenščini v javni rabi. Sodeloval je pri krajevnem leksikonu in v uredniških odborih revije Zvon, pri Slomškovi založbi v Mariboru in pri Mohorjevi družbi. Svojo znanstveno usmeritev je zastavil že v 70. letih z objavljanjem v jeziku in slovstvu, slavistični reviji, novih obzorjih in v dialogih, ker je bil tudi v uredniškem odboru. Pojavljal se je kot knjižni recenzent in kritik sodobnih ustvarjalcev. Po letu 2000 se je veliko ukvarjal z Antonom Martinom Slomškom. O njem napisal več člankov in razprav in o njem imel več predavanj po celi Sloveniji. Leta 2005 je sodeloval v zborniku o Jožetu Tomažiču, ker je kot dober poznavalec Tomažičevih del spregovoril o jeziku v njegovih delih te predstavil njegovo življenje in delo. Ob strokovnem in znanstvenem delu dr. Janka Čara je potrebno poudariti tudi njegovo literarno ustvarjalnost. Že v srednji šoli in kot študent je začel s pisanjem poezije, medtem ko je svojo prvo pesem napisal kot 9-letni fantič v pregnanstvu.
Na mednarodnem natečaju za poezijo je v letih 92 in 93 kot član Evropske akademije iz Neaplja prejel 2 častni nagradi za pesmi iz cikla Bosna. Knjižni prvenec dr. Janka Čara med Svitom in Zarjo je šel pri Mohorjevi družbi leta 1997. Gre za zbirko pesmi, ki je reprezentativni izbor njegovega celotnega pesniškega ustvarjanja. Leta 2003 je pri Slonškovi založbi v Mariboru izšla zbirka kratkih zgodb z naslovom Božične zgodbe. Zelo odmevni in uspešni so njegovi recitali iz Cankarjevih, Župančičevih, Ketejevih, Prešernovih in Slomškovih del. Recital Pozdravljena dolina Šentflorjanska, satirično-dramski koral, je pripravil za mariborsko gledališče, ki je z njim nastopilo v Sarajevu na festivalu malih odrov in bilo zanj tudi nagrajeno. Številni verzi in epitafi dr. Janka Čara so sklesani v spominske plošče in objekte po celi Sloveniji. Vključevanje dr. Janka Čara v kulturno dogajanje v Slovenski Bistrici sega v povojni čas, v čas prvih bistriških kulturnih zanesenjakov. Ostal je zvest ljubiteljskemu gledališču v Slovenski Bistrici. Od leta 2000 je svojo navdušenost do kulture in lepe slovenske besede posredoval kot mentor in duhovni vodja kulturnega društva Slomšek Slovenska Bistrica. Leta 2005 je prejel zlato Romehovo plaketo za življenjsko delo na področju kulture. Prejel je še vrsto priznanj, med njimi listino o podelitvi priznanja občine Slovenska Bistrica za leto 1979. Dr. Janko Čar pa je pustil svoje sledi tudi v političnem življenju. Tu sem dr. Janka Čara prvič tudi osebno spoznal. Kot politična sopotnika pa sva sodelovala in se srečevala vse od tistih dni. Takoj po osamosvojitvi se je aktivno vključil tudi v demokratične procese na lokalni bistriški ravni in aktivno sodeloval pri razvoju občine Slovenska Bistrica kot predsednik Slovenskih krščanskih demokratov na Bistriškem. V letih 1994-1998 je bil prvi predsednik Slovenije Bistriškega občinskega sveta in skoraj 2 mandata občinski svetnik. V tem času je deloval v različnih komisijah, med drugim v komisiji za raziskovanje povojnih pobojev in v komisiji za poimenovanje ulic. Zanimanje za občinsko dogajanje pa njem ni zamrlo tudi po izstopu iz aktivnega političnega življenja. Vedno se je rad odzval in po potrebi pomagal svojim strokovnim znanjem. Ob tej bogati življenjski beri je dr. Janko Čar vsekakor bil velik življenjski in človeški vzgled za nas Bistričane, ki smo nanj lahko upravičeno ponosni. Za svoj vsestransko bogat življenjski opus je leta 2008 prejel naziv častnega občana občine Slovenska Bistrica. Dr. Janko Čar je bil zasebno zelo pronicljiva in duhovita oseba. Imel je izjemen čut za pravičnost in humanitarnost. Srečevati se z njim je bilo vse prijetno, saj je bil zanimiv sogovornik, ki je znal navduševati z iskrivim humorjem. Življenje še ene častne osebnosti, torej častnega občana naše občine, se je izteklo. V zgodovinskem spominu naše občine in naših krajev bo vselej ostal kot izjemen zgled, ki je veliko prispeval k ugledu in uveljavljanju občine Slovenska Bistrica doma in po svetu. Ob njegovi smrti vsem sorodnikom in prijateljem izrekam svoje osebno sožalje in sožalje v imenu občine Slovenska Bistrica. Gasilsko zvezo občine Slovenska Bistrica bo na letošnjih olimpijskih igrah zastopalo 5 tekmovalnih desetin. Gasilci se bodo tokrat družili v Veljaku na Avstrijskem, kjer bodo svoje 4-letno delo poizkušali tudi najbolje unovčiti na sami tekmi. S 3 naslovi olimpijskih prvakov se lahko pohvali enota Šmartno B. Družbo jim bo tokrat delala tudi ženska enota A iz Šmartnega. V kategoriji enot A bodo prvič nastopili gasilci iz Tinja in Oplotnice. Med starejšimi pa se bodo udarili še gasilci pod grbom gasilskega društva Kebel. Nekaj dni pred odhodom na ta veliki dogodek pa smo jih obiskali tudi na treningu v športnem parku v Slovenski Bistrici. Enota Šmartnega ima najbolj trofejno ekipo, nekateri fantje so v enoti že 6 olimpijskih ciklusov. Ja, pričakovanja so sicer, da bi ponovili naslov olimpijskih prvakov tako kot pred 4 letami, ne 4-8 let. In tudi 3. mesto v zadnje olimpijade smo zelo zadovoljni, ker smo z napako bili 3, tako da če ne bo napake, tudi upam na najboljše. Kaj lahko dodaš o tem 4-letnem pripravljalnem obdobju za ta velik nastop, ki vas čaka?
Ja, ekipa je ostala popolnoma ista. Dodali smo enega mladega tekmovalca, ki pa v štafeti ne nastopa, tako da imamo izkušeno ekipo in gremo z velikimi pričakovanji na tekmo. 5 olimpijskih obdobij ekipo strokovno pripravlja atletski trener Dejan Kalan. Ja, po rezultatih iz letošnjega pokalnega prvenstva Gasilske zveze Slovenije, na 5 tekmah so namreč Šmarčani zmagali kar 4-krat, smo lahko optimisti. Vendar je pa seveda olimpijada ena čisto posebna zgodba. Dodaten pritisk je seveda tam in pa nikoli ne veš seveda, česa je sposobna konkurenca tujih gasilcev, ki jih pa ne poznamo. Mi poznamo gasilce z našega tekmovalnega območja, torej iz pokala. Vemo, kdo so najnevarnejši, ampak tujci pa mislim, da se letos Avstrijci ne bodo dali, so pa zgodba zase. Tako da je napovedovati rezultate in s tem povezano uvrstitev silno nehvaležno. Verjetno pa si ti prvi človek, ki najbolj poznaš vzdušje med temi Pohorci, če te kar takole izrazim. Vedno so bili pozitivno nastrojeni in vedno so si na velikih tekmah hoteli doseči čim več. Je tudi tokrat tako? Brez dvoma, mislim, delovno jedro ekipe je pravzaprav ostalo še iz Kuopija, še prej iz Herninga leta 1997. Še vedno so željni dokazovanja, je pa seveda res, da je ekipa v tem trenutku stara v povprečju 57 let in je treba zelo pazljivo delati zdaj v teh letih že. Zraven pa potujejo prvič tudi punce iz Šmartnega, torej to je tudi nekako pokazatelj, da se v Šmartnem športnem gasilstvu dela izredno dobro. Jaz sem osebno zelo vesel, da sta se na letošnjo olimpijado znova uvrstili 2 ekipi Šmartnega. Pred 4 leti v francoskem Mulhausu so bili to naši mladi fantje, torej 10. A, letos pa šele po 4 letih treninga, kar gre Mimiju, trenerju Bogomirju Korošcu posebna zasluga, so pa zraven še dekleta, torej iz 10. A. In to je res velik uspeh za dekleta, ki so skupaj šele 4 leta. Posebno zgodbo so izpisale dekleta iz Šmartnega, ki so že v prvem ciklusu priborile olimpijski nastop. Ta 4 leta bi opisala kot lepa, sicer zelo delovna, veliko se je treniralo, ekipa se je vmes tudi zamenjala, nekaj funkcij se je zamenjalo, članice so odšle, prišle, ampak v tej zasedbi, kot smo danes, pa treniramo že zadnje pol leta oziroma zadnje leto. Veliko treningov, zdaj zadnje čase pred samimi kvalifikacijami, celo 4-krat na teden, se pravi od kondicije do samih vaj in tekem. Jaz mislim, da se že vsi zelo veselimo te tekme. Zdaj od tremi verjetno je odvisno od vsake posameznice, ampak jaz mislim, da smo mi vse v pričakovanju in da se res že veselimo, da lahko pokažemo to, kaj znamo. Najzaslužnejši za uspeh deklet je prav gotovo trener Bogomir Korošec, ki je po uspešni tekmovalni karieri na velika vrata zajadral v trenerske vode. Ja, lahko rečem, da malo smo začeli z neizkušnjami, razlik mojimi nekaj sem jih imel, pa smo pa začeli postopoma, leto za letom, to pomeni potem na eno leto ena pobegla na porodniško, hvala Bogu, dvojčke. Potem smo pa začeli 9. novembra 2014 z to zasedbo, ko so zdaj le punce sestavljene skupaj, s tem, da smo še eno selko menjali. Tako da jaz mislim, da smo kar šli korak za korakom po pameti, pa upam, da bomo tudi gor pokazali, kaj smo se naučili. Če mi lahko zaupaš, torej je bilo lažje tekmovati, kot pa danes trenirati tole žensko zasedbo? Ja, če bi zdaj tako nazaj malo potegnil, eno je tekmovanje, ko tekmuješ, eno je pa, kot moraš odgovarjati za malo več stvari, to pomeni, je ono skoraj lažje. Tekmovanje je lažje od treniranja dejansko, ker tu moraš vedeti vse funkcije, od prve do zadnje, recimo poskrbeti bilo kaj logistike, ono tretje, dobro, to so že toliko pametne punce, šolane, da znajo tudi same poskrbeti, tako da lažje je tekmovati, kot pa to, kar sem jaz delal. Ja, jaz mislim, da bojo sigurno kakšne spodbudne besede, da morajo delati umirjeno, delati tisto, kar znajo, nič na silo. Tako da mislim, da je kar dobro to. Tako da iz pravega testa so, s tem, da so pa Pohorke. Pa še pa recimo se moče same ne zaveda, da so prve v bistriški občini, ko grejo sploh na olimpijado od članic A. Tako da jaz pravim še tu kapo dol, ker mogoče bo zgodovina kdaj pisala to. Tinčani so dolga leta garali, da so prišli do željenega olimpijskega nastopa. Trud se vedno poplača. Ja, za nas je že to velik dosežek, da smo se uvrstili v najmočnejši konkurenci, to je kategorija članov A do 30 let.
nekih posebnih rezultatskih pričakovanj nimamo, je pa naša želja, da na olimpijadi naredimo našo najboljšo vajo ter najboljšo našo štafeto, kaj smo sposobni izvesti. Jaz bi rekel, da je ekipa sestavljena z nekaj izkušenimi, ter z nekaj prepotrebnimi mladimi, kateri so izjemno hitri. Komaj že čakamo, da pride ta 14. julij, da damo to breme od sebe in da dokažemo, kaj smo sposobni narediti za barve Slovenije ter našega društva Tinje. Tekmovalci Kebla že imajo izkušnje s tako velikimi tekmovanji, zato so zelo veseli, da bodo tudi v Beljaku zraven. Kot vsako leto se trudimo priti na olimpijado, za naše društvo recimo to že 3. olimpijada, ampak za B ekipo je to zdaj druga, od 2009 od Ostrave do Mulhausna, nažalost nam ni uspelo, smo pač v kvalifikacijah izpadli, ampak v tej od Mulhausna ven smo pač naredili to novo zasedbo ekipe, ko je sedaj na tu. Nažalost smo bolj mladi kot recimo Šmartno, Hajdoše, ampak probamo biti hitrejši za to, da dobimo tiste pike, ko oni dobijo, da jih probamo dobiti, drugače pa v tem 4-letnem obdobju smo delali, pač, da smo se uigrali, ker zdaj to je nova ekipa, da smo se najdli, tako da nam je pol pač uspelo priti prek državnega izbirnega in danes smo pa tu, ko je olimpijada že pred vrati. In kakšni so torej tisti občutki pred odhodom na sam tamle olimpijski nastop? Vemo, da je tukaj pravi vrvež, da tu pridejo različne gasilske desline celega sveta, nekako smotra tega gasilskega športnega tekmovanja. Občutki so zelo v redu, to je spet olimpijada, tudi za kraj nekaj pomeni, tako mali kraj kot Kebro, recimo tudi zdaj že tako Bistrica, recimo imamo kar 4 ekipe, pa plus Oplotnica 5 ekip gre iz tega kraja, mislimo, da smo tu najbolj močni v Sloveniji. In v enem tudi zaslopaš Slovenijo z takim krajem in se predstaviš svetu, tudi svete spoznali. Recimo mi smo imeli, če lahko malo nazaj povem, iz Varaždina, ko so nas prvi slišali, smo bili pol tudi velike zvabljeni v Avstrijo, recimo so nas vabile ekipe, ko so nas poznale. Teda tudi promocija recimo vsakega malega društva in tudi občine in tako Slovenije v svetu, tako da smo zelo ponosni, da gremo spet na tako veliki dogodek. Tudi enota A iz Oplotnice bo poizkušala izvesti najboljšo vajo, ki jo fantje zmorejo, saj se dobro zavedajo, da je nastop pod olimpijskimi gasilskimi krogi le vsaka 4 leta. Tale 4 leta so bila kar mučna, bi se dalo temu reči. Na začetku sicer smo se malo dobili, da bi malo dobro voljo, malo kratek čas si sprostili na gasilskem domu, pol pa je to naneslo zmer bolj resno. Na koncu se nam je uspelo uvrstiti na olimpijado, prvo v Oplotnici. Je pa to za nas sigurno velik uspeh, pa za naše društvo, prav tako za občino Oplotnica. Če se osredotočimo na tole zadnje obdobje, tole zadnja pol leta sta bila kar mučna, naporno, veliko prostega časa je bilo vloženo za to, da nam je uspela ta zgodba. Mislim, da nobenemu članu ekipe zato ni žal mentorjem vodstvu društva, da so nam zaupali pa vložili ves trud v nas. Gasilci bodo morali svoje znanje pokazati na sami tekmi, da pa bodo še boljši in bodo pomagali zvesti navijači in sokrajani, ki jih bodo spodbujali na tej olimpijski smotri gasilcev. Beljak je dobri 2 uri oddaljen iz Slovenske Bistrice, tako da pričakujem, da bo teh podpohorskih oziroma pohorskih ekip prišlo, da bodo navijači teh ekip zagotovo prišli v polnem številu. Jaz sem skoraj da optimist in pričakujem v soboto ali pa že v petek čez 1000 slovenskih navijačev na stadionu, ki je nekoliko manjši kot bistriški. Vse pripravlja, avtobus mislim, da je že poln, tako da pričakujemo eno tribuno navijačev v Beljaku. Na koncu še to, da bomo zraven tudi bistriški televiziji, ki bomo poizkušali s kamero ujeti čim več dobrih vaj in s tem tudi ujeti slovensko himno, ki bo zaigrala za uspeh enote, ki prihaja iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica. In v to smo tudi trdno prepričani, verjemite mi. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 8 kaznivih dejanj, od tega 3 tatvine, ponarejanje listin, nasilništvo, nasilje v družini, grožnja in goljofija. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je z dvorišča stanovanjske hiše ukradel osebni avtomobil znamke Audi, škoda je za 70 000 evrov.
Iz parkiranega in odklenjenega avtomobila je neznani zmikavt ukradel denarnico z dokumenti. Lastnik je oškodovan za 200 evrov. Ogljen Šak. Z dvorišča stanovanjske hiše je nekdo ukradel motorno žago, lastnika pa oškodoval za 1000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 17 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 46 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 7 vozniških dovoljenj in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 5-krat, obravnavali pa so še požar, nenadno smrt in 2 delovni nesreči. Za košarkarje ljubljanske Olimpije je bila minula sezona zelo uspešna, kar se tiče tekmovanj v domačem prvenstvu. Naslovu državnega prvaka so dodali tudi pokalno lovoriko in prav k tem 2 uspehoma je pomemben delež dodal tudi Bistričan Jure Pelko. Državno prvenstvo je bilo kar zanimivo, posebej v končnici proti Rogaški. Bilo je 3-1 na koncu za nas, hvala Bogu. Res vse tekme so bile na nož, 1-2 piki, zadnjo smo pa res premagali za 15-20 točk Rogaško in slavili v Tivoliju. Tako da lepi spomini se, mislim, na to osvojeno prvenstvo. Kakšna je pravzaprav tale tvoja košarkarska pot do sedaj? Ja, kar zanimiva, no, v bistvu lansko leto sem se preskušal v tujini prvič v Avstriji, ker sem imel dobro sezono. Po tej sezoni me je v bistvu poklical Gašper Okorn v Olimpijo, če bi sodelovali. Seveda sem bil za to, da se preskusim v ABA ligi v Evropi, Evrokupu. Mislim, da sem imel kar zanimivo sezono. Na začetku je bilo dokaj dobro, potem sem imel poškodbe gležnja in takrat sem 2 meseca bil dobesedno igral slabo. Po teh 2 mesecih sem se začel vračati in začel dobro igrati v Olimpiji. Na koncu smo osvojili tako kot pokalno lovoriko in na koncu še državno prvenstvo. In kakšni so torej cilji naprej? Ostajaš v Olimpiji ali ostajaš kakšen drugi klub? Dobil sem ponudbo od Heliosa, tako da sem se odločil za Helios Sans. Začnemo 7. avgusta že s pripravami, tako da zdaj tu malo na stadionu z domačimi prijatelji in ljudje treniramo in se pripravljamo na novo sezono. In torej, kakšni se pravzaprav obeta državno prvenstvo, kakšna je tvoja napoved, kakšno bo letošnje državno slovensko prvenstvo? Ja, jaz mislim, da Olimpija sestavlja dobro ekipo, Primorska trenutno v bistvu, koliko vidimo, dober kader, veliko vložka, največji budžet. Jaz mislim, da bomo imeli letos in mislim, da bomo imeli tudi najboljšo ekipo. Helios počasi sestavlja in tudi mislim, da bomo kar konkurenčni drugim ekipam. Kaj pa tvoje botruje temu, da imamo v Slovenski Bistrici toliko dobrih košarkarjev? Omenil sem že Sanje Bečiroviča, Sama Gruma, Klemna Prepeliča, tisti tukaj, da prav iz Bistrice pride torej toliko vrhunskih košarkarjev? Vem, da prej v bistvu za Samota in za Sanja so res trenirali, takrat jih je imel Memi preko, za naj od vas Klemnom je veliko pripomogel temu Matej Bakšič, kako nas je od malih nog v bistvu v košarko usmerjal in nam veliko pomagal, ampak to je samo trening, delo in volja seveda, da lahko napreduješ, da si uspešen v bistvu in da se dokazuješ iz leta v leto. Slovensko košarkarsko reprezentanto letos čaka Evropsko prvenstvo. Slovenija bo igrala v skupini, ki bo svoje predtekmovalne tekme odigrala v Helsinkih na Finskem. V slovenski izbrani vrsti bo tudi igral 25-letni Bistričan Klemen Prepelič. Konec avgusta, mislim, da 31. se začne to težko pričakovano Evropsko prvenstvo, sicer zadnjo v tem sklopu na 2 leti, ker se bo vse zdaj spremenilo, zdaj bo na 4 leta, tako da drugače pa ja, skupina težka, Grčija, Francija vedno v favoritih za medalje, Finska kot domačini in Poljaki, ki imajo zelo dobro ekipo, če se vsi odzovejo, drugače pa Islandija sigurno nek outsider na papirju, ampak nikoli jih ne gre odpisati. Mi smo lani igrali prijateljsko tekmo z njimi, se mučili prvi polčas. Vemo pa, da tudi mi imamo spoštovanja vredno ekipo, zelo kvalitetno pokrito na vseh pozicijah in jaz mislim, da imamo svoje cilje tudi mi in bomo videli, kako se bo to vse skupaj odvilo. Klemen, cilji slovenske reprezentance so dolgo že kolajna na Evropskem prvenstvu ali na svetovnem prvenstvu, vendar slovenski izbrani vrsti je vedno nekaj zmanjkalo tisto v zadnjem trenutku. Bo to obdobje morda po tvoje prineslo boljši rezultat? Ja, glede na to, da se je od leta 2005 od tistega Beograda vedno pač glavni cilj bil medalja,
Zadnja dva prvenstva ni bilo tako, vsaj bom rekel, na papirju ekipa za četrtfinale sigurno, ampak pač vemo, četrtfinale so tista prekleta za slovensko izbrano vrsto. Ampak tako sem rekel, do četrtfinala priti bo zelo težko, ker je tudi sistem novi. Sicer grejo 4 iz prve skupine in tako direktno v osmino finala, ker se križaš z zelo težko skupino iz Turčije. In glede na to, da pač Francijo in Grčijo bo sigurno težko premagati, verjetno drugo, tretje mesto je realen domet te ekipe in dobiti nekega, bom rekel, na papirju lažjega nasprotnika v osmini finala, da v četrtfinalu prideš sigurno na enega zelo kvalitetnega nasprotnika, ampak tako sem povedal, to je ena tekma, vedno se je zalomilo, ampak mislim, da je čas tudi za slovensko reprezentanco, da prelomi to četrtfinale in pol eno tekmo še zmagaš in tista medalja je tu, ampak za te medalje je še dolga pot. Pred samim začetkom prvenstva pa vsekakor vroče poletne priprave za to tekmovanje. Ja, kot vidite, sem že sam v polnem teku, 16 dni je še do priprav, v bistvu slaba 2 tedna. Tako da začne se v Zrečah, nadaljuje v Rogaški Slatini, potem sta 2 turnirja v Opatiji in Tel Avivu. Vmes je tudi 2 domači tekmi v Mariboru, pa bom rekel Telmahov spektakel s Hrvati v Ljubljani. Tako da tekmeci bo sigurno močni, tekme zanimive in tisti glavni, bom rekel, češnja na smetano je v Helsinkih, ki pač bomo sigurno rabili podporo. Jaz verjamem, da bojo prišli navijači v ogromnem številu, tako so prišli tudi v Gran Canarijo, ki je, sami veste, kje je, zelo daleč, celo v Afriki in mislim, da to ne bi smel biti problem. Tudi turistične agencije so že naredile razne pakete, da je čim bolj ugodno za navijače in jaz mislim, da bo v Helsinkih pravo tisto tudi slovensko vzdušje in mislim, da se lahko obetamo dobrega rezultata. Iztekla se je še ena od julijskih oddaj Studia Bistrica. Z nestrpnostjo pričakujemo izide gasilske olimpijade, o kateri bomo poročali prihodnji teden. Do takrat pa držimo pesti za naše vrle gasilce. Medtem pa ne pozabite na živali, saj v teh vročih dneh potrebujejo vašo pomoč. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v nadaljevanju pa lahko spremljate še posnetek pogovora z dr. Jankom Predanom, slovenjebistriškim psihiatrom. Pa srečno, kjerkoli že boste.